Pozdravljeni vsi skupaj. Sem Nastja Cepak in prihajam z Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije z Univerze na Primorskem. Danes bomo skupaj rešili tretjo nalogo z matematične mature iz leta 2020. Imamo napisano nalogo na ekranu in skupaj bomo šli skozi vse 4 dele naloge. Pa poglejmo, kaj pravi naloga. Torej, naj bo dana funkcija f, ki slika iz realnih števil v realna števila, s predpisom f od x je enako x krat sinus x. Prvi del naloge pravi, dokažite, da je funkcija soda. Torej, najprej poglejmo, kaj sploh pomeni, da je funkcija soda. Torej, soda funkcija v splošnem pomeni, da so vrednosti od f od minus x vedno enake kot f od x za vsak x. Damo malo v okvirček, se bo boljše videlo. To moramo zdaj v splošno dokazati za našo funkcijo. Ena uporabna stvar, ki jo bomo lahko uporabili, je tudi, kaj vemo o vrednosti sinus od minus x. Če se ne spomnimo, lahko hitro narišemo enotsko krožnico. Pogledamo, kakšna bi bila nekako vrednost sinusa tega kota. Vemo, da vrednosti beremo od sinusa na y osi. Zdaj, če pogledamo negativno vrednost tega kota, torej pogledamo kot v negativno smer, vidimo, da je absolutna vrednost v bistvu enaka, samo negativna. Torej, sinus od minus x je v bistvu kar enako kot minus sinus od x. To je tudi uporabna informacija za nas, jo damo spet v kvadratek. Zdaj te dve informacije združimo, da pogledamo, kaj je v našem primeru, v splošnem, vrednost od f od minus x. Originalna funkcija je x krat sinus od x. Zdaj to zamenjamo z negativnimi vrednostmi. Torej, minus x krat sinus od minus x. Vemo, kakšna je vrednost funkcije sinus od minus x. Torej, napišemo to v bistvu kar minus x krat minus sinus od x. Imamo dva minusa, ki jih množimo, torej se izničita. Torej, v bistvu to kar x krat sinus od x, kar je pa enako kot naš osnovni predpis funkcije. To je torej kar enako kot f od x. Torej smo splošno dokazali, da je f od minus x enak kot f od x. Prvi del naloge smo rešili. Pojdimo na drugi del. Začnemo z reševanjem druge naloge. Izračunajte limita, ko x limitira proti nič, od x krat odvod od f od x vlomljeno z f od x. Naša prva naloga je, da izračunamo naš odvod f od x. Torej, računamo odvod f od x, pri čemer vemo, da je naš f od x x krat sinus x in računamo njegov odvod. Kaj vemo o reševanju odvodov, ko imamo zmnožek dveh funkcij? Torej, v splošnem. Imamo zmnožek dveh funkcij, g in f, in računamo odvod. Najprej izračunamo odvod prve funkcije in množimo z drugo funkcijo. Temu prištejemo prva funkcija krat odvod od druge funkcije. S tem si pomagamo pri računanju našega odvoda. Torej, naša prva funkcija je x, naša druga funkcija je sinus x. Torej, odvod od x krat sinus x plus x krat odvod od sinus x.
Odvod od x je 1. Torej, od prvega dela nam ostane sinus x. Odvod od sinus x je kosinus od x. Zdaj imamo odvod od naše funkcije f od x in to lahko vstavimo v našo limito. Dajmo jo ponovno napisati. Torej, naša limita, ko gre x proti nič, je v bistvu limita od x krat sinus x plus x krat kosinus x lomljeno z x krat sinus x. To limito bomo najprej razbili na več delov. Spomnimo se, da je limita od vsote dveh funkcij v bistvu enako kot vsota limit teh dveh funkcij. Torej, to je v bistvu enako kot limita funkcije f plus limita funkcije g. Podobno velja za množenje. Torej, limita zmnožka dveh funkcij f krat g je v bistvu enako kot zmnožek limit teh dveh funkcij. Torej, limita f krat limita od g. To uporabimo pri računanju naše limite. Torej, limita, ko gre x proti nič, zdaj lahko to razbijemo na več delov. Torej, na eni strani imamo x krat sinus x lomljeno z x krat sinus x. Temu prištejemo limita, ko gre x proti nič, od, zdaj imamo zmnožek drugega dela, x kvadrat kosinus x lomljeno z x krat sinus x. Prvi del znamo rešiti. X krat sinus x lomljeno z x krat sinus x je v bistvu 1. Tako da je vrednost prve limite kar 1. Poglejmo, kaj se dogaja pri drugi limiti. Naše x-e lahko pokrajšamo, kaj pa nam pa ostane potem? To limito lahko razvijemo na dva dela, torej limita, ko gre x proti nič, od x lomljeno sinus x, krat limita, ko gre x proti nič, od kosinus od x. Kaj vemo o naši limiti od x lomljeno sinus x, ko gre x proti ničli? Vemo, da je vrednost te limite, torej limita, ko gre x proti nič, od x lomljeno sinus x, enaka kar 1. To znanje uporabimo in ga vstavimo noter. Torej, imamo 1 plus limita, za katero vemo, da je 1, krat kosinus od x, ko x limitira proti nič, ima vrednost kar 1. To lahko tudi zelo hitro vidimo iz enotske krožnice. Kosinus beremo na naši x osi pri vrednosti nič, ima naš kosinus vrednost 1. Končna vrednost naše limite je 2. Končali smo z drugim delom naloge. Tokrat moramo računati integral naše funkcije. Pa poglejmo. Vstavimo vrednosti in vidimo, da delamo z integralom od x krat sinus x dx. Za računanje takšnih integralov moramo uporabiti pravilo per partes, torej pravilo integriranja po delih. Torej, per partes. Kaj nam pove pravilo per partes? Če imamo integral od neke vrednosti u po dv-ju,
to lahko razbijemo in rečemo, da je to enako kot u krat v minus integral od v v du. To bomo zdaj uporabili na našem integralu. Vidimo, da za uporabo per partes pravila moramo najti del integrala, ki nam bo predstavljal vrednost u, in del integrala, ki nam bo predstavljal vrednost dv. Iščemo torej neko vrednost u in iz nje izpeljemo vrednost du in iščemo neko vrednost, ki bo dv in iz nje izpeljemo vrednost v. Z nekaj prakse lahko hitro ugotovimo, da je najenostavnejši način, če izberemo za vrednost u kar x in za vrednost dv sinus x dx. Torej vidimo, da smo pokrili celoten integral, to je naš u in ta del je naš dv. Zdaj moramo vedeti še, kakšne so naše vrednosti du in v. Da pridemo iz vrednosti u v du, kar uporabimo odvajanje. Torej odvajamo. Da pridemo v obratno smer, integriramo. Tako imamo tukaj vrednost minus kosinus x in tukaj dx. Tako da zdaj lahko prepišemo naš originalni integral. Napišemo, da je vrednost od našega nedoločenega integrala fx dx kar u krat v, torej minus kosinus x krat x minus integral minus kosinus x dx. Lahko računamo naprej. Tukaj imamo, če zapišemo malo drugače, kar minus x krat kosinus x, da je malo lepši zapis. Lahko izpostavimo minus enko in imamo plus integral od kosinus x dx. Integral od kosinus x je kar sinus x. Minus x krat kosinus x plus sinus x in, ker smo delali z nedoločenim integralom, dodamo še plus določena konstanta c. Tretji del naloge je zaključen. Lotimo se še zadnjega, četrtega dela naloge. Dajmo ga prebrati skupaj. Za vsako naravno število n, naj Sn označuje ploščino lika, ki ga graf funkcije f omejuje z abscisno osjo med dvema sosednjima ničlama xn je n krat pi in xn plus 1 je n plus 1 krat pi. Dokažite, da je za vsak n, ki je naravno število, ploščina Sn enaka 2 krat n plus 1 krat pi. Ok, gremo korak po koraku. Dajmo si najprej narisati, da si lahko boljše predstavljamo, kaj naš Sn sploh predstavlja. Torej, imamo naš graf, imamo os x in y, to bojo zelo grobe skice. Imamo našo funkcijo f. Naša funkcija f nekako valovi, vmes seka x-os, torej grob opis funkcije je nekaj takega. Imamo dve ničle, xn, xn plus 1. Naj bosta to te dve ničle xn tukaj, pa xn plus 1. Računati moramo določeno ploščino. To ploščino mora omejevati abscisna os, torej x-os od spodaj, in potem funkcija f. Torej, v bistvu naše področje, ki ga bomo računali, naša ploščina je natanko to. To lahko označimo kot naš
SN. Zdaj, kako bi opisali naš SN? Kaj vemo o našem SN-ju? No, vemo, da je vrednost določenega integrala od neke spodnje do zgornje meje natanko ploščina od zgornje do spodnje meje, ki ga funkcija f nekako pokriva z našo x-osjo. Če je ta ploščina nad x-osjo, je pozitivna vrednost, če je naša ploščina pod x-osjo, je negativna vrednost. Zdaj, v splošnem bo naš SN enkrat nad x-osjo, enkrat pod x-osjo. Ker pa je ploščina vedno pozitivna, oziroma ne negativna, dajmo vse skupaj v absolutno vrednost. Torej, gledamo absolutno vrednost od nekega določenega integrala. Torej, imamo določen integral, naša spodnja vrednost bo morala biti natanko xn, torej spodaj xn, naša zgornja vrednost bo morala biti natanko xn plus 1. Torej, xn plus 1. Integriramo pa našo funkcijo f od x. Torej, integriramo f od x po dx-u in potem še zaključimo absolutno vrednost. In to je v bistvu to bo predstavljalo našo ploščino SN. Super. Zdaj lahko naprej dejansko ustavljamo vrednosti. Prva stvar, kaj že vemo od prejšnje naloge 3.3? Iz naloge 3.3 vemo, torej dajmo to, kar vemo, da je nedefiniran integral, od naše funkcije f od x dx, kar minus x krat kosinus x plus sinus od x plus c. Zdaj se s tem ne bomo več srečevali, ker računamo definirani integral. To je samo naša konstanta v primeru nedefiniranega integrala. Tako da sam integral smo že izračunali, zdaj moramo v njega samo vstavljati naše zgornje in spodnje vrednosti. Torej, dajmo to v naš okvirček, to je nekaj, kar vemo. In s tem znanjem lahko napišemo. SN je torej v bistvu absolutna vrednost od česa? Torej, minus x krat kosinus x, kar moramo vstaviti zgornje in spodnje vrednosti. Torej, xn plus 1, xn plus sinus x, kamor spet vstavimo vrednost xn plus 1, xn in zaključim absolutno vrednost. Damo prepisati samo še enkrat, kjer namesto xn plus 1 in xn vstavimo naše vrednosti, ki nam jih daje naloga, torej n krat pi in n plus 1 krat pi. Računamo torej minus x krat kosinus x, tako da imamo pri roki vse te vrednosti, zgornja meja n plus 1 krat pi, spodnja meja n krat pi, plus sinus x od n plus 1 krat pi do n krat pi in zaključimo absolutno vrednost. Pa vstavljamo vrednosti. Najprej vstavimo zgornjo vrednost, od zgornje vrednosti odštevamo spodnjo vrednost. Torej, absolutno vrednost še vedno. Potem pa imamo minus n plus 1 krat pi krat kosinus od n plus 1 krat pi minus, in potem se združi z našim minusom, postane plus, n krat pi krat kosinus od n krat pi. Zdaj gremo na sinus del. Plus sinus od n plus 1 krat pi minus sinus od n krat
pi. Zaključimo absolutno vrednost. Vidimo, da je naslednja stvar, ki jo moramo narediti, nekako poračunati naše kosinuse in sinuse. Vidimo, da imamo v obeh primerih kosinus od nekega večkratnika krat pi in pri sinusu enako. Torej, vedno računamo neke večkratnike od pi. Torej, zanima nas v bistvu, imamo kosinus od nekega k krat pi in imamo sinus od nekega k krat pi. Kakšne so v bistvu te vrednosti v splošnem, kako jih lahko zapišemo? Spet vrnemo se na notsko krožnico. Notska krožnica, krog. Kosinus vrednosti beremo na x osi. Sinus vrednosti merimo na y osi. K krat pi je torej nek večkratnik pija, ko se krog obrača, imamo torej nič, pi, 2pi, 3pi, 4pi in tako naprej. Torej, beremo vrednosti v tej točki in beremo vrednosti v tej točki. Če pogledamo y os, je vrednost na y osi pri obeh teh točkah enaka nič. Torej, sinus od nekega večkratnika od pi je vedno enak nič. Vrednost kosinusa pa je +1, -1, +1, -1 in tako naprej. V bistvu lahko rečemo, da je vrednost od kosinusa kar -1 na potenco k v tem primeru. Te vrednosti lahko zdaj vnašamo v našo funkcijo. Dajmo spet okvirček, to je nekaj, kar zdaj vemo in je uporabna informacija, ki jo uporabljamo pri reševanju naloge. Vstavimo te nove vrednosti. Absolutna vrednost minus n+1 krat pi. Kosinus od tega našega večkratnika zdaj postane kar -1 na n+1 plus n krat pi -1 na n. Naši sinusi pa imajo vrednost nič. Pri temu se zdaj naša enačba ustavi. Spet absolutna vrednost. Oba dela sta si zelo podobna. Kaj lahko izpostavimo iz prvega dela, kaj lahko izpostavimo iz drugega dela. Torej, skupnega imajo na vsak način pi in imajo skupnega še -1 na n. Izpostavimo to dvoje. Kaj nam ostane? Pri prvem delu nam ostane minus n+1 krat -1. Pri drugem delu nam ostane n. In zaključimo absolutno vrednost. Naša vrednost -1 na n bo po uporabi absolutne vrednosti vedno pozitivna, torej vedno bo 1. To pomeni, da je lahko v naslednjem koraku kar preskočimo, ko upoštevamo absolutno vrednost. Torej, ko odstranimo absolutno vrednost, nam tukaj ostane samo pi. Poglejmo, kaj se dogaja v oklepaju. Torej, -1 krat -1, torej dobimo plus, ostane nam n plus 1 plus n, kar je pa v bistvu kar enako kot pi krat 2n plus 1. In dobili smo rezultat, ki ga je naša naloga želela, da ga dokažemo. In s tem smo zaključili še 4. nalogo. Vso srečo na maturi letos.